Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji. V šolske klopi po počitnicah spet sedli učenci in dijaki. V prometu velja še večja previdnost. Znanje, vrednote in dobrota, to so želje cerkve in družbe vsem vpetim v pedagoški proces. Predsednica Evropske komisije von der Leyenova pred Blejskim forumom obiskala Črno na Koroškem. Papež odhaja na potovanje v 4 azijske države, obiskal bo tudi predor prijateljstva in mošejo, ki jo je zasnoval kristjan. Izraelci so na nogah. S protesti in splošno stavko od vlade zahtevajo dogovor o izpustitvi talcev, ki jih je oktobra lani zajel Hamas. Ukrajinske sile obranile obsežen ruski zračni napad na Kijev, Volodimir Zelenski jasen. Teroristična država mora občutiti, kaj je vojna. Vreme, danes in jutri bo sončno in vroče, z nekaj popoldanskimi plohami ali nevihtami. Dober dan, z vami smo urednik oddaje Tone Gorjup, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Slavi Košir. Poletnih počitnic je konec in začelo se je novo šolsko in veroučno leto. Med več kot 276 tisoč šolarji je tudi okrog 20 tisoč prvošolcev. Pristojni so na različnih dogodkih priredili sprejeme za učence in dijake ter spomnili na posebno pozornost v prometu. Več o tem in o novostih, ki jih prinaša novo šolsko leto, pa Petra Stopar. Šole so posebej prijeten sprejem pripravile za prvošolce. O tem, kako je minil prvi dan na osnovni šoli Angela Besednjaka v Mariboru, ravnateljica Manja Flisar-Šauperl. Običajno jim pripravimo sprejem pri razrednikih. Letošnje leto pa smo pripravili pravljičarko. Otroci se bodo zdaj odpravili v razred, dodobra spoznali svoje učiteljice. Učitelja imamo tudi v prvem razredu, zelo smo ponosni. Veliko učiteljev je na naši šoli tudi na razrednem pouku, kar ni prav pogosto. Sicer pa letos učence in dijake v šoli čaka več novosti. Nacionalno preverjanje znanja odslej ne bo obvezno le v 6. in 9., ampak tudi v 3. razredu. Rezultati NPZ-ja za devetošolce se bodo po novem uporabili kot eno od meril za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa na srednjo šolo. Prvi tuji jezik angleščina je obvezen že v 1. razredu. Postopoma se bo začel uveljavljati tako imenovani koncept razširjenega programa. Ta po novem vključuje tudi program, ki ga je osnovna šola že doslej izvajala, poleg obveznega programa, kot so jutranje varstvo, podaljšano bivanje, dodatni in dopolnilni pouk, interesne dejavnosti in obvezni izbirni predmeti. A so dejavnosti, ki so bile doslej razpršene, po novem organizirane in strukturirane drugače. Ravnatelji sami smo želeli, da bi se uvedla sprememba, kajti podaljšano bivanje kot tako je postalo nevzdržno. V njem se ni dalo delati več nobenega programa, kajti starši so se sprehajali po šoli, otrok je sredi neke dejavnosti moral prekiniti, pri čemer ni bil moten samo ta otrok pri dejavnosti, ampak tudi cel razred. Je na nedavni konferenci povedala predsednica Združenja ravnateljev in pomočnikov ravnateljev Slovenije Mojca Mihelič. V šolskem letu 2024-25 bo razširjeni program poskusno uvajalo 144 šol, vsako nadaljne leto pa dodaten del šol. Kar zadeva srednjo šolo, se z novelo zakona o maturi izboljšujejo pravice do opravljanja mature v 2 delih in 2 zaporednih rokih za športnike. Zakon o gimnazijah pa med drugim uvaja tečaj slovenščine za dijake, katerih materni jezik ni slovenščina ali niso končali osnovnošolskega izobraževanja v Sloveniji oziroma so se vanj prvič vključili v 9. razredu osnovne šole. Dijaki bodo lahko sočasno prejemali državno in Zoisovo štipendijo, med prakso pa bodo upravičeni do prehrane. Začetek pouka pa pomeni tudi povečano udeležbo otrok v cestnem prometu. Na osnovni šoli Kranj se je danes mudila direktorica Agencije za varnost prometa Simona Felser, ki je poudarila, da otroci drugače dojemajo in presojajo situacijo v prometu kot odrasli. Prav zaradi tega moramo vozniki biti posebej pozorni nanje in jim vedno prepustiti prednost na prehodih za pešce. Pomembno je, da se zavedamo, da vsaka nepozornost lahko povzroči tragedijo. Letos so v Sloveniji v prometnih nesrečah umrli 3 otroci, 25 pa jih je bilo hudo telesno poškodovanih, kar je zaskrbljujočih 47% več kot lani. Tako Felser kot vodja sektorja prometne policije na generalni policijski upravi Ivan Kapun sta se obrnila tudi na odrasle. Starši
otroci vas gledajo, ste njihov neizmerni vzgled in zato jim vi pokažete, kako se pravilno ravnati odgovorno, varno v cestnem prometu. Pa naj si bo z dosledno uporabo varnostnega pasu in čelade, naj si bo z upoštevanjem drugih cestno-prometnih predpisov. Prvi šolski dan je za večino otrok zaznamovan s posebnim vznemirjenjem in radovednostjo. Starši jim na njihovi poti želijo najboljše, da bi to dosegli, znanje in dobra vzgoja, morata šola in družina držati skupaj v podobnih vrednotah in pravilih. Meta Potočnik je zbrala nekaj spodbud in dobrih želja osebnosti cerkvenega in družbenega življenja. Vse dobro je učencem in dijakom zaželela predsednica republike Nataša Pirc Musar. Pred vami je namreč zares vznemirljiva priložnost, da svojemu znanju date nove razsežnosti. Da se naučite drugače gledati na svet in širite svoje obzorja. A znanje ni vse. Šolarjem in dijakom polaga na srce, da šola predstavlja tudi priložnost učenja o tem, kaj pomeni biti dober človek. Človek, ki rad pomaga drugim. Na šolskih hodnikih se ponuja priložnost, da se naučite sprejemati in ceniti drugačnost. Da vaše misli niso usmerjene samo na vas in vaše potrebe, temveč da začutite, kaj pomeni biti del širše skupnosti. Ob tem je vse, ki so vpeti v pedagoško delo, spomnila, da opravljajo pomembno poslanstvo. Prosi jih naj poleg znanja učencem posredujejo tudi vrednote. Predvsem naj ne zamižijo ob medvrstniškem nasilju ter naj odločno ukrepajo. Seveda pa učitelji pri svojem delu potrebujejo oporo, da se izognejo izgorelosti in naveličanosti v sistemu, ki jih vse bolj administrativno omejuje. Članica Društva katoliških pedagogov Helena Kregar. Tako izobraževalne vsebine skozi seminarje, predavanja in duhovne vsebine, pedagoške maše, duhovne vaje, razna duhovna srečanja. Staršem želimo dati na razpolago informacije o tem, kako svojim otrokom pomagati pri učinkovitosti, pri izzivih odraščanja. Vemo, da smo eni od mnogih ponudnikov, ampak želimo biti duhovni ponudnik. Temelj, na katerem se najdejo tudi duhovne vsebine, ki jih v tem času zelo potrebujemo. Sporočilo za današnji dan je podal tudi nadškof Stanislav Zore, ki je zjutraj daroval mašo za šolsko skupnost Škofijske gimnazije svetega Stanislava. Da bi v tem letu se naučili veliko novega, predvsem pa, da bi v tem letu rasli v dobrem, kajti življenje in odnosi, čut za sočloveka prinaša veselje. Vsi ostali pa jih podpirajmo z dobrim zgledom, dobrohotnostjo in molitvijo. Začel se je 19. strateški blejski forum z naslovom Svet vzporednih realnosti. Naslov opozarja na potrebo po iskanju mostov za preseganje razdorov. V središču dvodnevnega foruma bo poziv k sodelovanju v skupno dobro. Napovedana je udeležba številnih vidnih predstavnikov držav in civilne družbe, vključno s predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen in Julijo Navalno, soprogo pokojnega ruskega oporičnika Alekseja Navalnega. Več Jernej Dragar. Forum se je začel z nagovoroma zunanje ministrice Tanje Fajon in predsednice države Nataše Pirc Musar. Udeležence bosta pozdravila tudi von der Leyen ter prek video povezave generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres. Slovenija je namreč septembrom prevzela enomesečno predsedovanje Varnostnemu svetu. Organizatorji pričakujejo udeležence iz vsega sveta, ki bodo na Bledu naslovili tako akutne tematike, kot sta krizi v Ukrajini in na Bližnjem vzhodu, kot tudi težave, ki terjajo dolgoročnejši razmislek. Med udeleženci Blejskega foruma pa je tradicionalno tudi slovenska Karitas. Tudi za nas, za sodelavce slovenske Karitas, je to priložnost, da z različnih perspektiv slišimo glede aktualnih globalnih izzivov in se tudi s kom tam srečamo. Je povedala sodelavka slovenske Karitas Jana Lampe in dodala. Tako kot tudi na Blejskem strateškem forumu bo fokus na krizo v Ukrajini in na Bližnjem vzhodu, tako bomo tudi mi v letošnjem letu preko tega strateškega partnerstva izvedli več projektov, 2 za pomoč Ukrajini, 1 za dokončanje obnove centra za rehabilitacijo invalidnih otrok, da je konec septembra pa v Slovenijo tudi pripeljemo skupino 50 otrok iz Ukrajine.
Tema vojne v Gazi bo na sporedu v nadaljevanju prvega dne foruma, saj bodo udeleženci prisluhnili spletnemu pogovoru z generalnim sekretarjem in soustanoviteljem palestinske nacionalne pobude Mustafo Barghutijem, ki mu bo sledil pogovor z nekdanjo izraelsko zunanjo ministrico Cipi Livini. Govorili bodo tudi o širitvi Evropske unije, predsedniških volitvah v Združenih državah Amerike, kibernetski varnosti, boju proti dezinformacijam, energetski in vodni varnosti ter zelenem prehodu. Med govorci na Blejskem strateškem forumu bo tudi novinar Nate Skrevs, ki smo ga prosili za komentar dogajanja. Ocenjujem, da so to vrstni zunanjepolitični dogodki zelo pomembni za našo državo. Sem so prišli visoki gosti iz vsega sveta, seveda pa so oči uprte v predsednico Evropske komisije Ursula von der Leyen. Ta je že dopoldne obiskala Črno na Koroškem, zdaj pa je tu med nami, da v času nestabilnosti in konfliktov prinese tudi žarek upanja za diplomacijo v svetu. Obžalujem, da so nas pred začetkom foruma pričakali protestniki, ki namesto rešitev ponujajo razdor in konflikt. Odločitev Ministrstva za zunanje zadeve, da povabi obe strani izraelsko-palestinskega konflikta, je prava, je humana in v duhu iskanja trajnega miru. Veseli me, da bom tudi sam nastopil na Bledu kot eden izmed mladih voditeljev, kot govorec sodelujem na panelu vloge mestne diplomacije v nepredvidljivih časih za mednarodno skupnost. Sam se bom predvsem osredotočil na vlogo vseh tistih, ki v lokalnem okolju delujejo in povezujejo ljudi. Na vse zadnje so denimo športniki, pravi ambasadori mest in držav. Velikokrat je njihova moč večja od uradnih vladnih oblasti. Skratka, veselim se tudi udeležbe na vseh preostalih panelih, ker bo mogoče svetovne voditelje tudi provokativno spraševati o tem, kako zagotoviti globalni mir. Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še: v Sloveniji potrdili prve 3 primere okužbe z virusom Zahodnega Nila letos. V Turingiji in na Saškem hud porast strank nemške vladajoče koalicije. Ignacija Friedl-Jarc na Dragi: v Sloveniji nam primanjkuje ljubezni do slovenstva. Prometno-informacijski center. Dober dan. Pričela se je popoldanska prometna konica in promet je že povečan in tudi upočasnjen na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. V Ljubljani pa je že dlje časa zastoj z zahodne in južne obvoznice od Koses in Rudnika mimo Razcepa Kozarje naprej na Primorsko avtocesto, mimo Brezovice proti Vrhniki in Primorski. Na Gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke 3 km dolg zastoj proti Avstriji, vsem voznikom namenjenim proti Kranjski Gori in na Jesenice, zato priporočamo, da Gorenjsko avtocesto zapustijo že na izvozu Jesenice vzhod Lipce. Gneča zastoje tudi na vseh cestah, ki vodijo proti Bledu in z Bleda. Predvidoma do 8:30 zvečer bo promet skozi predor Karavanke urejen izmenično enosmerno zaradi del, ki jih izvajajo Avstrijci na svoji strani predora. Vozniki zato na prosto smer vožnje čakajo pred predorom. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo. Za Radio Ognjišče iz prometno-informacijskega centra Vasja Podkrižnik. Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu. Papež Frančišek popoldne odhaja na svoje najdaljše mednarodno potovanje, med katerim bo obiskal 4 azijske države. Po besedah tiskovnega predstavnika Svetega sedeža Mateja Brunija je papeževo zdravje stabilno, bo pa potrebna previdnost, saj bo poleg menjave časovnih pasov izziv za Svetega očeta predstavljala tudi skoraj 92% vlaga v nekaterih deželah. Med osrednjimi temami papeževega obiska bodo dialog med verstvi, družbena sprava, klimatske spremembe in njihovi vplivi na dežele oceanov in vulkanov, ravnovesje med ekonomskim in tehnološkim vzponom ter človeškim razvojem in nenazadnje evangelizacija v Indoneziji, Papui Novi Gvineji, Vzhodnem Timorju in Singapurju. Prispevek Marjane Debevec.
Kristjani v nekaterih od teh držav živijo v podobnih razmerah kot prvotna cerkev. Gre za dežele, v katerih se je demokracija razvijala sredi ruševin vojn in nasilja. Frančišek bo zato po Brunijevih besedah znova pozval k prizadevanjem za mir. V tem smislu bosta simbolična 2 trenutka, ki ju bo papež doživel med prvo postajo svojega potovanja v Azijo, in sicer v indonezijski prestolnici Džakarti. Spomnimo, da sta mesto v bližnji preteklosti prizadela verski terorizem in poskus oblikovanja nadnacionalnega islama po vzoru islamske države, ki pa ga je indonezijska filozofija, utemeljena na 5 stebrih spoštovanja verstev, kultur, religij in jezikov, vključenih tudi v ustavo, uspela zavrniti. Prvi od teh 2 simboličnih dogodkov bo obisk mošeje, največje islamske stavbe v jugovzhodni Aziji, ki jo je v 50 letih prejšnjega stoletja zasnoval krščanski arhitekt. Od leta 2019 pa je s tako imenovanim tunelom prijateljstva povezana s katedralo Marijinega vnebovzetja. Gre za predor, ki naj bi bil znak spodbude k bratstvu med obema verskima skupnostma. Papež ga bo, to je drug simbolični trenutek, obiskal skupaj z velikim imamom, s katerim bosta podpisala tudi skupno izjavo v skladu z dokumentom iz Abu Dabija o človeškem bratstvu. Z 32.000 prepotovanimi kilometri bo sicer to papeževo 45. potovanje najdaljše v dosedanjem pontifikatu. V Rim se bo vrnil 13. septembra. Razmere v Izraelu so znova bolj napete. Zadnji val nezadovoljstva in jeze je sprožila novica o smrti še 6 talcev v Gazi. Gre za 2 ženski in 4 moške, ki so jih borci palestinske teroristične organizacije Hamas med drugim zajeli oktobra lani v napadu na judovsko državo. Večja mesta v Izraelu so tako spet v primežu množičnih protestov, dodaten pritisk na oblast naj naredi več za izpustitev preostalih talcev, naj bi vršila tudi splošna stavka, ki je danes ohromila delovanje javnih služb in deloma prizadela javni prevoz. Prispevek Helene Križnik. Skrajneži Hamasa so oktobra lani ubili več kot 1200 ljudi, približno 250 so jih zajeli. Usoda blizu 100 je nejasna, verjetno tretjina med njimi niti ni več živa. Potem, ko so izraelski vojaki minuli konec tedna v Gazi našli posmrtne ostanke še 6 talcev, ki naj bi jih borci palestinske teroristične organizacije ubili tik pred tem, so ljudje planili na noge. Svojci ugrabljenih namreč želijo odgovore in ukrepanje vlade Benjamina Netanjahuja. Včeraj se je na ulice Tel Aviva, Jeruzalema in ostalih večjih mest podalo več kot 10.000 ljudi. Množične proteste, na katerih od oblasti zahtevajo, naj pristane na prekinitev ognja in dogovor s palestinsko islamistično skupino o vrnitvi preostalih talcev, nadaljujejo tudi danes, ko je potekala še splošna stavka. Začasno so bili zaprti vrtci, šole, banke in državni uradi. Več težav je bilo v prometu. Finančni minister Bezalel Smotrič, eden tistih članov vlade, ki je prepričan, da Hamasu nikakor ne bi smeli popuščati, je želel splošno stavko s sodno odredbo preprečiti, češ da je politična. Zunanji minister Izrael Katz je medtem palestinski teroristični organizaciji zagrozil, da bo za smrt zadnjih 6 talcev plačala. Prepričan je, da jih je brutalno usmrtila, da bi zasejala strah in poskušala razdeliti izraelsko družbo. Ogorčenje javnosti vseeno narašča. Številni verjamejo, da vlada do zdaj ni naredila dovolj. Bojijo se tudi, da so ugrabljeni žrtve političnih manevrov. Nadaljujemo v Ukrajini. Kijev je bil davi tarča novih ruskih napadov. Domača vojska trdi, da je uspešno prestregla vse rakete, njihovi ostanki so povzročili nekaj gmotne škode, vsaj 2 človeka sta ranjena. Sirene, ki opozarjajo na zračno nevarnost, so se oglašale tudi v regijah Harkov in Sumi, od tam poročajo o 13 ranjenih. Ukrajinske enote medtem vračajo udarce veliki vzhodni sosedi v obmejni regiji Belgorod. Держава-терорист повинна
Teroristična država mora občutiti, kaj je vojna. Prizadevamo si, da bi čim več ruskih vojaških objektov, logističnih vozlišč in kritičnih elementov njihovega vojnega gospodarstva padlo v doseg našega orožja. Trenutno to omogočajo naša brezpilotna letala, zato se zahvaljujem vsem v Ukrajini, ki sodelujejo pri njihovem razvoju in proizvodnji, pa tudi tistim, ki delajo na našem raketnem programu. Zahvaljujem se tudi zunanje politični ekipi naše države, ki naše partnerje prepričuje, da so zmogljivosti dolgega dosega ključne za končanje te vojne. Z našimi brezpilotnimi letali in raketami lahko izpolnimo del nalog, vendar je pravi mir, resničen konec te vojne, zapletena naloga. Da bi Rusijo prisilili k miru, da bi jo od zavajoče retorike o pogajanjih premaknili k ukrepom za končanje vojne, da bi našo deželo očistili okupacije in okupatorjev, potrebujemo učinkovita orodja. Je v videoposnetku na družbenih omrežjih poudaril ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Oglasil se je tudi ruski predsednik Vladimir Putin, ki je ocenil, da sile njegove države kljub vsemu napredujejo v Donbasu. Desna alternativa za Nemčijo je na včerajšnjih deželnih volitvah v Turingiji zbrala slabih 33% glasov, kar je prva zmaga te stranke v eni od nemških dežel po drugi svetovni vojni. Kaj o tem rezultatu meni teolog in filozof dr. Janez Juhant? Alternativa za Nemčijo tudi v nemških krogih velja za ekstremno stranko. Po drugi strani pa mislim, da je alternativa za Nemčijo tudi odgovor na nedejavnost nemških krščanskih demokratov in pa krščansko-socialne unije ter sploh demokratičnih strank, kajti oni poudarjajo predvsem večjo težo narodnemu razvoju, tudi neko večjo kritičnost do tujcev in seveda predvsem tudi večjo možnost, da se Nemčija postavlja na svoje noge. To je seveda v teh razmerah izjemno zahtevno. Težava pa je tudi, da posebej v vzhodnih deželah, kjer ima ta alternativa za Nemčijo še večjo podporo, da se kaže, kako je ta družba, ki jo je okužil bivši komunistični režim, dejansko še bolj v dilemah in se kažejo tudi podobni problemi, kakor pri nas v Sloveniji, in zaradi tega ima ta stranka večji vpliv. Krščanski demokrati so z dobrimi 23% glasov zasedli drugo mesto. Levo populistično zavezništvo, doslej vodilna stranka, je tretje s slabimi 16% glasov. Na Saškem so zmagali krščanski demokrati skoraj 32% glasov, medtem ko je alternativa za Nemčijo s 30% na drugem mestu, na tretjem pa levo zavezništvo z 11% glasov. Stranke nemške vladajoče koalicije, socialdemokrati kanclerja Olafa Scholza, zeleni in liberalci, so v obeh deželah utrpeli hud poraz. V obeh deželah na vzhodu Nemčije je bila volilna udeležba visoka. Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je dopoldne obiskala v lanski ujmi močno prizadeto Črno na Koroškem. Po njenih besedah je to zanjo zelo čustven obisk, vidi pa, da se je upanje vrnilo v Črno. Dodala je, da se še dobro spominja lanskega opustošenja po poplavah, pa tudi izjemne solidarnosti ljudi, ki je bila takrat priča. S tokratnim obiskom je želela potrditi, kar je povedala že lani, da Evropa Črni in vsem prizadetim stoji ob strani. Zato je Evropska unija Sloveniji tudi namenila sredstva solidarnostnega sklada, skupno 428 milijonov evrov, ki jih mora Slovenija porabiti v letu in pol od odobritve. Premier Robert Golob se je ob obisku vodstvu občine Črna zahvalil za opravljeno delo, Črnjanom pa, da so se postavili na noge. Vnovičnega obiska obeh gostov je bila vesela županja Črne Romana Lesjak. V parku Finžgarjevega doma na občinah pri Trstu
je včeraj potekal še zadnji dan letošnjih študijskih dnevov Draga, ki jih predstavljata Slovenska prosveta oziroma pripravljata Slovenska prosveta in Društvo slovenskih izobražencev. Sveto mašo je daroval pater Branko Cestnik, ki je nato predaval o umetnosti in veri. 13. Peterlinovo nagrado so podelili uglednemu koroškemu Slovencu in diplomatu, doktorju Valentinu Incku, predsedniku Narodnega sveta koroških Slovencev, ene od 3 krovnih organizacij slovenske manjšine na Koroškem. Sledila je okrogla miza o slovenstvu in o tem, kako danes ostajajo povezani matica, zdomstvo in zamejstvo. Več Marta Jerebič. Vodja programa na Slovenski matici, doktorica Ignacija Fridl-Jarc, je poudarila, da slovenstva ne morejo zagotoviti zakoni in predpisi, ampak je temelj zanj človek, ki to slovenstvo nosi v svojem srcu. Slovenstvo bomo torej ohranjali, če bomo v srcu nosili krščanski etos, eros oziroma ljubezen in etnos oziroma narodno zavest. Tega, kar v naši matici danes od vsega najbolj primanjkuje, je seveda eros. To je ljubezen do slovenstva. Med razlogi je omenila teror besede v imenu določenih ideoloških skupin. Za nekatere je govoriti o slovenstvu stvar negativne oznake nacionalizem. Družboslovec dr. Devan Jagodic je predstavil 3 glavne skupine slovenske manjšine v Italiji, od katerega zavedno jedro predstavlja približno 20.000 ljudi. Da bi tudi ostali 2 skupini približali središču, skupno torej 64.000 ljudi, bi morali ključno pozornost nameniti slovenski šoli. Po njegovih besedah pa z ukrepi na tem področju zamujajo že 30 let. Vsem tem času smo dejansko v glavnem pasivno spremljali radikalno narodnostno preobrazbo naše šolske populacije, ki je napredovala povsem spontano, brez kakih večjih preventivnih ali korektivnih ukrepov. Odvetnica in sodna tolmačka za slovenski jezik Marjana Poznič je spregovorila o tem, kako se je narodna identiteta Slovencev v Argentini še bolj utrdila po osamosvojitvi Slovenije. Številna njihova društva zdaj obhajajo približno 30-letnice, pa take obletnice, ker so nastala šele po osamosvojitvi. Pojasnila pa je tudi, da danes druga generacija ne govori o vrnitvi v Slovenijo, ampak o odhodu iz Argentine, saj so bili rojeni tam. In kako danes matica, zdomstvo in zamejstvo ostajajo povezani, kljub temu, da na primer vsak drugi zamejski študent študira v Sloveniji, raziskava kaže, da se med slovensko mladino v Italiji močno širi regionalna identiteta, ki poudarja svoj zamejski ali pa manjšinski status. Je povedal Jagodic. Pozničeva pa je izpostavila nujnost povezanosti s Slovenijo med drugim z izmenjavo obiskov. Če bi bili odrezani, bi lahko preživeli le določen čas. Zaprta skupina na drugem koncu sveta lahko samo še izumre. Posnetek okrogle mize in svete maše najdete na YouTube kanalu Drage 2024. V severovzhodnem delu Slovenije, v Pomurski in Podravski regiji so potrdili prve 3 primere okužbe z virusom Zahodnega Nila letos. Nacionalni inštitut za javno zdravje je obvestilo Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo Medicinske fakultete v Ljubljani o potrjenih okužbah prejel 30. avgusta. 2 od okuženih so sprejeli na oddelku za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Maribor. Predstojnica oddelka Božena Kotnik Kevorkijan. En je imel blažji potek in je bolnik že odpuščen, drugi ima nekoliko težji potek, nekaj zaplete. Predvsem je zanimivo to, ker sta dobila okužbo pri nas, to so avtohtone okužbe, niso vnešene iz tujine. Vemo, da v državah okrog nas imajo tudi te probleme, zdaj pa imamo tudi mi pri nas pridobljene te okužbe. Virus prenašajo komarji, zato se najpogosteje pojavlja v toplejših mesecih, ko so komarji najbolj aktivni. Strelec Franček Gorazd Tiršek je na paralimpijskih igrah v Parizu na tekmi z zračno puško Leže v kvalifikacijah končal na 9. mestu in za las ostal brez finala. Slovenski kolesarski as Primož Roglič je v 143 km dolgi 15. etapi dirke po Španiji nadoknadil še 18 sekund v lovu na rdečo majico vodilnega.
To je obdržal Avstralec Ben O'Connor, ki ni mogel slediti Rogliču in Enriku Masu. Roglič je po odločitvi komisarjev prejel 20 sekund pribitka zaradi izkoriščanja zavetrja za ekipnim avtomobilom. V skupnem seštevku tako namesto 43 sekund zaostaja 1 minuto in 3 sekunde. Danes imajo kolesarji drugi in s tem zadnji prosti dan, saj imajo še 5 etap do Madrida, kjer jih čaka zaključni kronometer. Nogometaši Olimpije so v 7. krogu prve lige Telemach premagali Muro s 4-0. Koper in Celje sta se razšla z rezultatom 0-0, Maribor pa je odpravil Primorje s 4-1. Slovenska hokejska reprezentanca se je zmago poslovila od kvalifikacijskega turnirja za nastop na zimskih olimpijskih igrah 2026. Svojo edino zmago proti Ukrajini je v skupini zasedla 3. mesto ter s tem izgubila možnost za napredovanje. Slovenski športni plezalec Luka Potočar je v finalu kombinacije športnega plezanja balvani in težavnost na Evropskem prvenstvu v Švici osvojil 4. mesto. Za 22-letnega Jeseničana je to druga najboljša uvrstitev na evropskih prvenstvih, potem ko je pred 2 letoma v Münchnu osvojil srebrno kolajno v težavnosti. Športni pregled v Utripu dneva sem pripravil Jernej Dragar. Popoldne bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, predvsem v zahodni polovici Slovenije bodo posamezne plohe ali nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, na Primorskem do 34 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, popoldne bodo predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije posamezne plohe ali nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, ob morju do 20, najvišje dnevne od 25 do 32 stopinj Celzija. Opozorilo: na Primorskem je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Zdaj pa poglejmo, kaj pravijo obeti. V sredo in četrtek bo sončno, v sredo bo popoldne kakšna nevihta možna predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije, v četrtek pa tudi drugod. In še vremenski podatki za Slovenijo ob 15. uri. Ljubljana zmerno oblačno 31, Novo mesto jasno 31, Maribor, Celje, Kranj in Ptuj 31 stopinj. Murska Sobota jasno 32, Rogaška Slatina 32, Črnomelj 33 stopinj, Slovenj Gradec jasno 30, tudi Velenje 30, Postojna pretežno oblačno 27, tudi Vrhnika in Kočevje 27, Jezersko 26, Tolmin in Rateče 23, Idrija 17, Kredarica pa 10 stopinj Celzija. Zaradi popoldanske prometne konice je promet povečan in upočasnjen na mestnih obvoznicah in na cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Na ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Koses in Rudnika mimo Kozari na Primorsko avtocesto mimo Brezovice proti Vrhniki, torej proti Primorski, je zastoj. Prav tako na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, tam je kolona vozil dolga 3 km, za Kranjsko goro priporočamo izvoz Jesenice vzhod Lipce. Zastoj še na Štajerski avtocesti pred prehodom Šentilj proti Avstriji, dolg je 1,5 km, pa pred delovno zaporo pred počivališčem Polskava proti Ljubljani, tam je zamuda od 5 pa do 10 minut. Tudi na cestah proti Bledu so zastoji, na hitri cesti Škofije Koper pa je zaradi okvare tovornega vozila zaprt vozni pas med priključkom Plavje in pokritim vkopom Škofije proti Kopru. Vozite previdno, strpno in tudi srečno pot vam želimo. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevni urednik Tone Gorjup, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Slavi Košir. V mozaiku dneva bomo objavili pogovor z ravnateljem dijaškega doma v Želimljah, salezijancem Gašperjem Otrinom. Ob začetku šolskega leta smo ga vprašali po vpisu v dijaške domove in stiskah, s katerimi se soočajo mladi. Prisluhnili boste lahko tudi pogovoru o sodelovanju Slovenske Karitas na Blejskem strateškem forumu. Mozaik dneva bo na našem programu ob 18. Zdaj pa je ura 15:34. Radio Ognjišče.
Veliko povemo tudi z druge strani.